V Puconcih so pripravili že 16. kolesarski maraton, ki vsako leto s 4 razgibanimi progami privabi do 400 kolesarjev od daleč in blizu. Sončna nedelja je bila kot nalašč za kolesarjenje. Moram povedati, da na tem maratonu nas dela okrog 100, z varnostniki, gasilci, prijavno službo in tako dalje. In kar en mesec, zadnji mesec pred maratonom je kar veliko dela. Največ pa seveda zadnji teden, da se vse pripravi in da je vse tako, kot mora biti. No, ta maraton je znan že kot eden izmed večjih tukaj v Pomurju. Povejte nam pravzaprav, koliko ljudi ste lani zabeležili in ali letos pričakujete višjo številko? Lani smo zabeležili 350 kolesarjev. Letos jaz sem optimističen in pričakujem malenkost večjo številko, tam okrog 400 verjetno. Kakšno kolesarske proge vse pripravljate letos tukaj za kolesarje? Pri progah ostajamo klasični, standardni, se pravi ne spreminjamo prog, čeprav sem malo razočaran, ker so ceste zelo slabe, tako kot večinoma po vsej Sloveniji. Mi se trudimo, moramo v tej priliki pohvaliti javno komunalno podjetje Pingrad, ki je se kar potrudilo, zdaj zadnji teden pa so kar se da ceste popravili in uredili na tej trasi. Pripravljamo pa 17-kilometrsko progo, se pravi ta proga je najkrajša, večinoma ravninska in je primerna tudi za družine. Potem pripravljamo 30-kilometrsko progo, ki je pripravljena tak oziroma primerna za kolesarje, ki občasno kolesarijo, ima 2 vzpona. Potem pa sta najdaljši 50 in pa 67. 50 je nekaj srednjega, 67 je pa kar težka proga, tudi primerna za trening tekmovalcev. Dolga je, kot sem rekel, 67 km, ima pa 760 višinskih metrov, pa 7 vzponov. Slišali smo že tudi nemško govoreče goste. Koliko vam pravzaprav pomeni to, da prihajajo sem tudi ljudje iz tujine? Ja, veliko. Smo zelo zadovoljni. Imamo v predprijavi kar nekaj kolesarjev iz Avstrije, potem tudi iz Hrvaške. Kar 23 kolesarjev se je prijavilo skupinsko iz Čakovca in pa mislim, da čez 20 kolesarjev iz sosednje Avstrije. Tukaj lahko vidimo tudi pester spremljevalni program. Je to neka dodana vrednost tega kolesarskega maratona, da potem ljudje lahko ostanejo še tukaj in se družijo? Sigurno. Trudimo se, da maraton ostaja na nekem nivoju in smo mnenja, da prav ta nivo pripelje kolesarje na določeno prireditev, ker če tega ne bi bilo, verjetno ne bi uspevali s tem številom kolesarjev, ki jih zdaj že konstantno nekaj let držimo tu okrog 300 do 400. Med vsakoletnimi kolesarji lahko najdemo tudi Mirka Kavaša, ki se tovrstnih maratonov zelo rad udeležuje. Če sem že z tekmovanjem 59. leta, sem že bil na dirki po Vojvodini kolesarske in od tistega časa se udeležujem vse prireditve kolesarske. Pa zakaj vas kolesarjenje tako zelo veseli? Ja, saj kot športnik, ker sem smučal, bežal, atletiko pa vse skupaj. Redno prihajate tudi v Puconce na ta maraton. Kako se vam zdi ta maraton? Ja, saj, če se mi ne bi videlo, ne bi bil tu. Saj, udeležujem se na večji bližini vse maratona, ko mi dopušča čas. Že mesec prej pa si termin za kolesarjenje po občini Puconci rezervira tudi Damjana Dornik. Ja, udeležujemo se ga že, v bistvu naša družina 9 let. Začeli smo z majhnimi otroci, zdaj so že malo večji. Meni osebno sta najlepši obe postojanki na maratonu, 30-kilometrski. Drugače pa družinsko srečanje, druženje tudi z ostalimi, na koncu fajn zabava. Pravite, da prihajate že 9 let. Kaj je tisto, kar vas vedno znova potem pripelje sem? V bistvu tradicija, že se kličemo, že en mesec prej, kaj gremo, ja seveda gremo, tako da nas je že več družin tukaj. Vsako leto v bistvu več. Vsako leto pa prijetnega druženja ne zamudijo niti kolesarji iz kluba oldtimerjev. Veste kaj, mi smo vedno prvi zato, ker smo starejši, pa imamo stare bicikle, pa se lepo znamo voziti. Povejte nam kaj več o teh kolesih, za kakšna kolesa gre? Ja, to so kolesa Dongo in Mosquito. To so z pogonom na zadnje kolo
in dosežejo tu nekje 25 km/h, maksimalno, sicer mogoče malo več, ampak tisto se ne sme povedati. Vsak se je seveda odločil za progo po svojih zmogljivostih. Da se malo zrekreiramo, pa da se bomo potem boljše počutili. Na katero progo se boš odpravil? Na 50 km. Si bil že ali je to prvič? Grem vsako leto sam na 50 pa prvič, ja. In kaj pričakuješ od proge? 50 km se ti zdi to majhen ali velik zalogaj? Je kar velik zalogaj, zato smo si tudi za to leto to zadali. Smo pa celo leto trenirali, tako da ne vidimo problema. Prvič se je maratona udeležil Jožek Horvat. Športna aktivnost, evo, to je to. Udeležujemo se koliko se da, tudi ostalih, tako da lepo vreme, kolegi. Prvič tukaj ali redno prihajate? Prvič. Kaj pričakujete na progi, na katero boste šli? Bo zanimivo, ker so goričko, gor dol malo, to je to. Ne. In zakaj je v Puconce prišel kolesarit Zlatko iz Ruš? Zato, ker so mi kolegi povedali, da ta obstaja, pa tudi žena je pogledala preko interneta. Pa imamo eno tudi kolegico, oziroma soseda, ki se je sem preselila v Puconce, pa je ona nas nekako poklicala, pa rekla, če pridemo vse. Ja? Ste prvič tukaj? V Puconceh? Mislim, da ne, da sem nekoč že vozil ene dekleta odbojko igrati v Puconce. Takrat sem bil, pa v Kemi Puconci sem bil in to pred kratkim. Na kolesarskem maratonu pa prvič? Na kolesarskem maratonu pa prvič. Na katero progo se boste odpravili, kaj pričakujete? 30, nič ne pričakujemo, lepo vreme, pa lepo vzdušje, pa uživanje. Kolesarski maraton je dobra promocija občine, pravi župan. Letos je zelo velika, celo prepisujem to vremeno, vendar pa, ko je bilo slabo vreme, je tudi precej vozilo. Mislim, da je ta maraton že postal tradicionalen, saj že 16. in se ga ljudje tudi radi udeležujejo. Od najmlajše do najstarejše, od najbolj profesionalne do najnavadne. Kakšna promocija je to za samo občino, da prihaja toliko ljudi, tudi nemško govoreče smo slišali, pa iz Hrvaške, iz drugih dežel? Ja, to je zelo velika promocija, saj kolesarji imajo možnost, da spoznajo našo občino, kajte lahko se peljajo po takšni hitrosti, kot želijo, in se imajo tudi dosti časa, da se lahko tudi občino ogledajo. Sicer pa je bil maraton občine Puconci rekreativnega značaja. Udeleženci so dobili praktično darilo, malico in napitke na okrepčevalnicah. Nagradili pa so tudi najstarejšega in najstarejšo udeleženko ter najštevilčnejšo skupino.